Na robu si. Tako blizu, da skoraj čutiš, kako se tvoje sanje dotikajo tvoje resničnosti. Lahko bi rekel, da jih že vidiš, da jih skoraj dihaš. Vse, kar si želel, je pripravljeno priti k tebi. A preden se to zgodi, moraš se spomniti tega: tvoja energija, ne tvoje želje, določa, kdaj se bodo stvari zgodile. Joe Dispenza pravi, da se vesolje ne odziva na tvoje besede, ampak na tisto, kar čutiš globoko v sebi. Lahko govoriš o svojih ciljih, lahko ponavljaš afirmacije, a če tvoje srce še vedno vibrira v pomanjkanju, vesolje sliši to. Preden dobiš to, kar želiš, se moraš uskladiti s tem, kot da to že imaš. In to je resnični izziv. Zdaj si v trenutku, ko se stara energija razkraja. Morda čutiš napetost, dvom, čustveno utrujenost. To je normalno. To pomeni, da se tvoje telo prilagaja novi frekvenci. Ko si blizu preboja, se tvoji stari programi uprejo. Poskuša najti dokaze, telo išče znano. A to je le znak, da se nekaj v tebi resnično spreminja. Preden pride manifestacija, pride tišina. Čas, ko ne vidiš rezultatov, a v sebi veš, da se nekaj pripravlja. To je trenutek, ko moraš ostati miren, zbran, hvaležen. Hvaležnost je ključ. Ko si hvaležen, tudi če še nimaš, poveš vesolju: zaupam ti. In ko zaupanje postane tvoj vsakdan, se realnost odzove. Joe Dispenza nas uči, da tvoje telo ne ve, ali je nekaj resnično ali predstavljeno, odzove se na občutek. Zato začni čutiti zdaj. Če si želiš obilja, bodi zdaj miren, kot človek, ki že ima vse, kar potrebuje. Če si želiš ljubezni, čuti jo v sebi, še preden pride nekdo drug. Če si želiš svobode, dihaj kot svobodna duša zdaj. Mnogi ljudje odnehajo tik pred prebojem, ker mislijo, da ni delovalo. A manifestacija ne deluje kot stikalo, deluje kot val, ki se gradi. Energija, ki si jo pošilja v tedne, mesece, leta, se kopiči. In tik preden se zlije v realnost, pride odpor. Reče: to ne deluje. In če mu verjameš, ustaviš val. A ti zdaj veš, kaj se dogaja. Če to poslušaš, pomeni, da te življenje pripravlja na sprejem. Da moraš ostati poravnan, ko bi najraje odnehal. To je test tvoje vibracije. Če ostaneš miren v negotovosti, si že presegel preteklost. Če ostaneš hvaležen, ko se zdi, da ni razloga, si dokazal, da tvoje zaupanje temelji na veri, ne na dokazih. Vesolje ne pozabi na tvoje delo. Vsaka meditacija, vsaka misel, vsak trenutek ljubezni, vsak izdih miru, vse to se shranjuje v polju. In ko energija doseže določeno točko, se manifestacija zgodi nenadoma. Ne, ker si bil srečen, ampak ker si bil usklajen. Preden to dobiš, boš morda moral spustiti nekaj, kar si mislil, da potrebuješ. Ljudje, okoliščine, celo sanje, ki so bile nekoč tvoja želja, se lahko umaknejo. To ni izguba, ampak preobrazba. Vesolje odstranjuje vse, kar ni v skladu s tvojim novim jazom. In ko se to dogaja, se zdi, da nekaj izgubljaš, a v resnici pridobivaš prostor za tisto, kar je tvoje. Zaupaj, da bo prišlo ob pravem času. Ne hitreje, ne pozneje. Tvoj ego želi nadzor, tvoja duša pa razume popoln trenutek. Vsaka zamuda je zaščita. Vsak obvoz je lekcija. Vsaka tišina je priprava. In vse to te vodi tja, kamor si namenjen. Ko čakaš, ne čakaj v pomanjkanju. Živi, kot da je že tukaj. Joe Dispenza pravi, da življenje ne daje tistemu, ki potrebuje, ampak tistemu, ki je. Ko si v stanju biti miren, hvaležen, poln, vesolje ne more drugače, kot da ti to zrcali. Če zdaj čutiš, da si utrujen, da ne zmoreš več, to pomeni, da si blizu. Najtemnejši trenutek pride tik pred zoro. Ko se vse zdi tiho, ko nič ne kaže znakov, je to trenutek, ko se nova energija pripravlja na eksplozijo v tvojo realnost. Tvoj stari jaz morda še poskuša nadzorovati, ampak novi jaz se uči zaupati. Novi jaz ve, da ne potrebuje dokazov, da bi verjel. Novi jaz ne čaka, da bi bil srečen, odloči se biti srečen zdaj. In v tem trenutku se energija spremeni. In s tem tudi življenje. Če želiš,
Da pride to, kar si želel, ne čakaj več nanj kot na nekaj zunaj sebe. Postani oseba, ki to že ima. Ravnaj, misli in čuti, kot da je že tukaj. Ko bo tvoje telo čutilo, da je to resnično, bo vesolje to prepoznalo kot dejstvo. In realnost se bo prilagodila tvoji energiji. Preden se zgodi, boš čutil mir. Ne zato, ker se je vse uredilo, ampak ker boš vedel, da je vse v redu, še preden vidiš rezultat. Ta mir je tvoj znak. Ko se pojavi, pomeni, da si se poravnal s svojo prihodnostjo. Zdaj dihaš to novo realnost. Tvoja zavest jo ustvarja, tvoja energija jo ohranja. In ko pride, se ne bo zdelo kot presenečenje. Zdelo se bo naravno, kot nekaj, kar je vedno bilo tvoje. Ker resnično je bilo. Samo čakal si, da se spomniš. Zato ne pozabi tega, pred manifestacijo pride notranji mir. Pred prebojem pride tišina. Pred rezultatom pride vera. In če zdaj čutiš to energijo, potem veš, da si pripravljen. Če želiš ohraniti to vibracijo, če želiš vsak dan krepiti vero, hvaležnost in notranjo moč, naroči se na ta kanal. Tukaj boš našel sporočila, ki te bodo spominjala, kdo si v resnici in kako ustvariti življenje, ki ti pripada. Tvoj trenutek prihaja. In ko pride, boš vedel, da si ga ustvaril sam.